Vsaka knjižnica mora stati na trdnih temeljih, polnih vztrajnosti in zamisli. Radovljiška se lahko pohvali z inovativnimi metodami za spodbujanje branja. Po njej se zgledujejo tudi ostale knjižnice v državi. Vsak obiskovalec radovljiške knjižnice pa v njej v povprečju prebije 45 minut, saj ima ta prijeten prostor, kot odprt prostor, kot prostor srečavanja. Upam pa, da tudi zberejo ves tisti pogum, o katerim slišimo, torej premagajo strah, stopijo v prostor in si poiščejo stvari oziroma da nam toliko zaupajo, da tudi nam povejo kako in kaj. Slabih izkušenj nimamo. V knjižnici Antona Tomaža Linharta so svoje storitve približali vsem, tudi invalidnim osebam. Je tako kot vsem uporabnikom. Gradivo seveda imamo. Gradivo prilagojeno njim ravno tako. Vse gradivo, karkoli je dostopno. To so filmi s podnapisi, to so stripi, to so različni romani za lažji romani, prilagojeni njim. Seveda pa mi ne vemo, kaj oni potrebujejo, kaj si želijo brati. Vse to nam morajo povedati oziroma napisati, če je ta komunikacija ni mogoča na drug način. Še enkrat vabim jih, da se odprejo, nam zaupajo in prepričana sem, da smo knjižničarji tisti, ki z veseljem ustrežemo in zadovoljimo take potrebe. Knjižničarji oziroma zaposleni v radovljiški knjižnici se pripravljajo tudi na posebna izobraževanja. V Kranju so jih že izvedli, mi pa se dogovarjamo z društvom, kdaj in kako bodo prišli k nam in našim knjižničarjem povedali, kako naj komunicirajo. Kranjčani pravimo, da je mestna knjižnica v Kranju pravi zaklad in kulturno središče. Vsekakor velja to tudi za radovljiško knjižnico. Mi pravimo, da smo že kulturno središče Radovljice. Verjamemo pa, da bodo prostorske možnosti, ki so zdaj res slabe, še pripomogle k temu, da bomo ne samo kulturno središče, ampak predvsem prostor srečavanja, druženja in kvalitetnega preživljanja prostega časa. Predvsem to si želimo.